Župan občine Bohinj Jože Sodja, na zadnjem občinskem svetu ste sprejeli nekaj odlokov, ki pa so bili nekako napačno razumljeni. Jih lahko pojasnite? Ja, lahko. Najbolj, bom rekel, je bil napačno razumljen ali pa je najbolj vzburil ljudi je ta, ki je prepoved zadrževanja v kopalkah na mostu pri Svetem Janezu. To smo sprejeli z enim razlogom, da sam most je že sam po sebi zelo ozko grlo, kar se tiče prometa in pa peš poti, ker je to združeno. Zato veliko ljudi prihaja na ta most, da se slika, ker je odzad čudovita kulisa jezera in pa gora. In se nekako umikajo ljudem, ki posedajo v kopalkah na temu zidu ali pa na ograji. Zato smo sklenili, da prepovemo zadrževanje v teh kopalkah na tem mostu. Možno ali pa dovoljena je sprehajanje po mostu, hoja preko mosta, hoja po parku, tako da je samo zadrževanje tisto, ki naj bi se umirilo ali pa omejilo. Potem smo prepovedali vnos na jezero tistih velikih ploščadi, ki so napihljive, kjer sprejmejo tudi do 10 ljudi. To se v zadnjih 2 letih se je začelo pojavljati. Moramo vedeti, da je to le gorsko jezero, da to ni obala, ni morje in mislim, da to ne paše. Hočemo ohranjati nekak videz jezera, ki ima tiste osnovne avtohtone čolne in pa plovila. Supi so dovoljeni. Ljudje jih lahko prinesejo s sabo in niso prepovedani. To moram poudariti, kajti ljudje so tukaj začeli govoriti, da niso dovoljeni, supi pa so. Sup je plovilo in je dovoljeno, tako kot vnos drugih čolnov. Tako da in pa seveda sprejeli smo ukrep poslušanja glasne glasbe na obali. Bilo kar nekaj pritožb ljudi. Vemo vsi, da imamo te novodobne naprave, kot so telefoni in pa seveda Bluetooth zvočniki nam omogočajo precej na glas poslušanje glasbe, tako da je to moteče. Mi sami oglašujemo mirno destinacijo, kjer je mir, tako da smo morali to poseči po temu radikalnemu ukrepu. In pa seveda prepovedana je tudi vožnja z biciklom po severni obali jezera. To se pravi, to je od Fižnarskega zaliva naprej proti Ukancu, po severni strani jezera. To je bilo že prepovedano že kar nekaj časa, vendar se to ni tako upoštevalo. Že sam zakon o Triglavskem narodnem parku prepoveduje vožnjo po planinskih poteh z biciklom. Odpirajo se hoteli, tudi to z veseljem pozdravljate, prav tako nastanitve, zaključena je epidemija po dolgem času. Ja, veseli me, da sedaj, ko je zaključeno že pred tem, bom rekel, objavo zaključka epidemije, se je na cestah videlo kar nekaj tujih registracij in meni to vzbuja upanja, da bomo to letošnjo sezono speljali tako, kot je treba. Tudi pogovor s hotelirji, je kar nekaj rezervacij, se odpirajo, so povpraševanja in jaz mislim, da nam bo uspelo vsaj tako kot lani, tako da pride zopet to življenje normalno nazaj. Želimo, da bi tudi zimo nekako popravili ali pa spet speljali, da bi v Bohinju lahko rekli, da imamo celoletno sezono. To je največja želja. Trudimo se, tako da bomo poskušali tudi z kakšnim odpiranjem smučišča. Zelo blizu odprtja smučišča je Kozji hrbet v Bohinjski Bistrici, tako da mislim, da bo tudi to spodbudilo zimski turizem in pa da nekako to sezono podaljšamo, da damo ljudem možnost, da živijo s tem celo leto. V Bohinju ste tudi zadovoljni, da ste končno turizem ponovno oživlja
po tej epidemiji in eno izmed teh so tudi javni prevozi in sodelovanje s Slovenskimi železnicami, ki ga tako rekoč samo nadaljujete. Res je, ne? Bohinj je sigurno tukaj v Sloveniji, lahko rečem mirno, v okviru pač nekih podeželskih občin ali pa alpskih občin, sigurno vodilna sila na področju tako imenovane trajnostne mobilnosti, se pravi spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev oziroma intermodalnosti, kar pomeni potem spodbujanje kolesarjenja, pešhoje in tako naprej, v luči umirjanja prometa oziroma pritiska prometa na najbolj ključne kulturne in naravne znamenitosti, tudi tukaj v naši dolini. In eno zadevo, ki jo je občina lahko sama, ki jo sama zelo dobro vodi zadnjih let po sprejetju jasne strategije razvoja trajnostne mobilnosti, akcijskih načrtov, vlaganje finančnih sredstev, je sigurno pač mobilnost v samem kraju, ne, in ta je izjemno dobro razvita. Vendar to rešuje en del problemov, ne. En del problemov pa je pa tudi, ali pa izziv je pa tudi seveda, kako v čim večji meri, čim več gostov v Bohinj pripeljati ali jih pa prepričati, da za svoj prihod v Bohinj uporabijo javni prevoz. To je pač velik izziv tako za človeka, za gosta obiskovalca, ker se treba danes odločiti, da se pač usedem na avtobus ali vlak ali na kolo ali celo peš, če želite. Zato, ker smo pač Slovenci izjemni potrošniki, v narekovajih, avtomobilov, ne. Saj pravzaprav smo v Evropi v samem vrhu po številu avtomobilov na prebivalca. In na drugi strani seveda je pa ponudba javnega prevoza, ki ga lahko uporabi gost obiskovalec ali pa seveda tudi domačin. Bohinj je sicer zelo dobro povezan z javnim prevozom, torej z avtobusnim javnim prevozom. Vsako uro pač v Bohinj pripelje in odpelje avtobus v smeri proti Novi Ljubljani. Pa tudi, hvala Bogu, imamo srečo, da imamo tukaj bohinjsko železnico, ki je torej železniški promet je sigurno neka svetla točka, ki jo je dodatno osvetlil tudi ta epidemija covida. Torej, na nek način lahko mirno ugotovim, da gre v post-covidni obdobju za renesanso železniškega prometa v celi Evropi. In zato smo zelo veseli z izjemno dobrega sodelovanja s Slovenskimi železnicami, potniškim prometom, kjer že kar vrsto let razvijamo različne produkte, tako v zimskem času in v letošnjem letu pa tudi kot prvič v poletnem času. Se pravi, pripravili smo eno posebno ponudbo za tiste goste, ki pač v Bohinj se podajo samo za en dan. Teh seveda se ne branimo, nasprotno, mi želimo, da pridejo v Bohinj tudi samo za en dan, vendar v tem primeru naj uporabijo gosti možnost javnega prevoza. In ta poseben paket, ki smo ga pripravili, omogoča vožnjo, prihod v Bohinj z vlakom, porabo enega izmed možnih avtobusnih prevozov v smeri proti Bohinjskemu jezeru ali Soraški planini ali proti Pokljuki. Vse je možno in potem nek način uživanje Bohinja z raznimi ogledi ali pa z enostavnim doživljanjem okolja preko pohodništva, kolesarstva in tako naprej. Jaz upam, da bo to sodelovanje s Slovenskimi železnicami raslo in to verjamem, da bo. Mi smo tudi z občinami od Kranjskega oziroma od Jesenic pa vse tja do Nove Gorice sodelovanje pripravili eno posebno konzorcijsko pogodbo za bohinjsko progo, o kateri bomo spregovorili v naslednjih 14 dneh več, in s tem želimo dodatno tako na eni strani pomagati Slovenskim železnicami, da so vlaganje v to progo prepotrebna, po drugi strani pa seveda spodbujati uporabo železniškega prometa tako pri domačinih kot pri gostih in obiskovalcih. Klemen, zdaj bi pa jaz stavil kar